V zgodovini druge svetovne vojne je bilo veliko junakov znanih po svojem pogumu, a nekateri so postali legende ne zaradi discipline, temveč zaradi svoje uporniške narave. Ena od teh skupin je bila znana kot Filthy 13. Bili so enota za rušenje ameriške vojske, znani ne le po nevarnih misijah, ampak tudi po svojem divjem slovesu. Pogosto niso upoštevali protokola, redko so se britli in so vedno ravnali v nasprotju s pričakovanji vojske. Ko pa pride do boja, so prav oni tisti, ki jih najprej pošljejo v akcijo. V središču te skupine je bil James Albert McNeice oziroma Jake McNeice. Rojen je bil leta 1919 in je odraščal v revščini v času Velike depresije v Oklahomi. Preden je šel v vojno, je delal v gradbeništvu in kasneje v arzenalu, kjer se je naučil uporabljati eksplozive, veščino, ki mu je kasneje zelo prav prišla v vojaški službi. Ko se je pridružil ameriškim zračno-desantnim silam, je hitro postal znan kot pogumen, a težko obvladljiv. Prišel je v oddelek za rušenje 506. padalskega pehotnega polka 101. zračno-desantne divizije. Tukaj je nastala skupina Filthy 13, eden njihovih najbolj znanih trenutkov pa je bil tik pred dnevom D, 6. junija 1944. Imeli so slike, kjer imajo bojno poslikavo na obrazu in mohikanske pričeske, medtem ko so se pripravljali na skok v Francijo, bolj so izgledali kot tolpa upornikov, kot pa vojaška enota. Ale nekaj ur po tem, ko so jih fotografirali, so bili že sredi ene najnevarnejših operacij vojne. Potem, ko so pristali za nemškimi linijami in uničili mostove ter strateške prehode, da bi preprečili premikanje sovražnika. Veliko padalcev se je izgubilo ali ni pristalo na pravem mestu, vendar so vseeno nadaljevali z misijo. McNeice ni bil popoln vojak, pogosto je bil klican na zagovor in je imel težave z verigo poveljevanja. Vendar pa je po mnenju vojaških zgodovinarjev opravil 4 bojne skoke, kar je bil redek dosežek v drugi svetovni vojni. Po vojni so Filthy 13 postali del vojaške legende. Pogosto jih omenjajo kot eno od navdihov za film Umazana 12-terica, čeprav film ni neposredna priredba. Do danes ostaja njihova zgodba edinstvena. Ne zato, ker bi bili najbolj disciplinirani, ne zato, ker bi bili idealni vojaki, ampak zato, ker so bili sredi vojne zmede, moški, ki jih je bilo skoraj nemogoče nadzorovati. Ko pa se je začel boj, so bili tudi tisti, ki jih je bilo najtežje ustaviti. Preden začnemo, prosim, všečkajte ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala lepa in zdaj začnimo. Preden je postal znano ime v zgodovini druge svetovne vojne, je bil James Albert McNeice le navaden mladenič iz Oklahome. Ampak očitno njegovo vedenje ni bilo običajno. Medtem ko se je veliko mladih Američanov takoj prijavilo, ko je izbruhnila vojna, se Jake ni takoj pridružil. V tistem času je delal kot gasilec, zato ga niso takoj poklicali, a tudi dolgo ni ostal stran od težav. Po zgodbah o njem se je njegova vojaška pot začela potem, ko se je zapletel v pretep v baru. Da bi se izognil tožbi in morebitnemu zaporu, se je leta 1942 odločil pridružiti vojski. Ko je vstopil v vadbeni tabor, so ga takoj opazili, ne samo zato, ker je bil odličen, ampak tudi zato, ker ga je bilo zelo težko nadzorovati. Bil je odličen na treningih, hitro se je učil, ni se bal težkih nalog. Še posebej pri rušenju in eksplozivih mu je veliko prednost predstavljala izkušnja iz njegove prejšnje službe. Toda njegova spretnost je šla z roko v roki z njegovo neposlušnostjo. Pogosto se je zapletel v težave, prepiral s nadrejenimi, včasih pa je prišlo celo do pretepa. V eni izmed zgodb iz njegovih dni usposabljanja se je skoraj stepel s kuhinjskim narednikom samo zaradi preprostega prepira glede hrane. In nekaj dni potem je celo iskal tistega moškega, da bi nadaljeval pretep. Zaradi tega je večkrat pristal v zaporu oziroma vojaškem zaporu. A kljub temu ga niso kar tako odstranili, kajti ob vsaki težavi, ki je povzročil, je vedno dokazal, da je eden najučinkovitejših vojakov v enoti. In to je razlog, zakaj ga, čeprav ga veliko častnikov ne mara, veliko ljudi še vedno računa nanj, ko pride čas za pravi boj. Kljub svoji trmoglavosti je pri Jamesa Albertu McNeiceu nekaj posebnega. Ko dobi neposredno ukaz, ga včasih res uboga. Potem, ko so mu rekli, naj ne izostane več z večernega postroja, res ni več izostal. A to še ne pomeni, da se je poboljšal. Čim dlje je bil v taboru za usposabljanje, več moških je privlačila njegova osebnost. Vsi so bili enako trmasti, niso marali vojaškega blišča in so se bolje počutili v neredu, kot pa urejeni. Ker so pogosto raje varčevali z vodo za pitje in kuhanje kot za tuširanje, so bili več dni brez kopanja. Tam se je začela oblikovati njihova majhna skupina, ki so jo kasneje poimenovali Umazana peterica.
Sprva je bilo ime le šala, draženje, a kasneje je to postalo del njihove identitete. Še bolj so postali znani zaradi svojega življenja zunaj baze. Pogosto so pili, se pogosto zapletali v pretepe in redko odnehali, kadar je prišlo do težav. V enem incidentu sta se McNeese in njegovi tovariši zapletli v pretep z 2 vojaškima policistoma. Po zgodbah o njem je to preraslo v hud boj in ponovno je pristal v zaporu. Zaradi tega je bil edini v skupini, ki ni bil takoj povišan. Toda čeprav je bil večkrat kaznovan, se vojska glede ene stvari ni premislila. Na terenu je bil izjemno dragocen. Kasneje je bil dodeljen v 506. padalski pehotni polk 101. zračno-desantne divizije. Tukaj se je dokončno oblikovala skupina, ki bo postala legenda v drugi svetovni vojni, Umazanih 13. Niso bili znani po svojem čistem dosjeju. Bili so znani, ker so bili pripravljeni skočiti iz letala sredi streljanja, pristati za sovražnikovimi linijami in opravljati naloge, ki jih skoraj nihče ni hotel sprejeti. In za Jakea McNeesa je bilo to resnično pravo mesto zanj. Ko so 15. septembra 1943 prispeli v Veliko Britanijo, so se začele resne priprave 506. padalskega pehotnega polka 101. zračno-desantne divizije na velike operacije v Evropi. Tukaj se je dokončno oblikovala podoba Umazanih 13. Skupina vojakov, znanih ne le po pogumu, ampak tudi po tem, da so bili skoraj neurejeni v očeh vojaške hierarhije. Medtem ko je bilo fizično usposabljanje v Južni Angliji zelo naporno, sta imela James Albert McNeese in njegova skupina svoj lasten svet. Namesto da bi po noči počivali, so pogosto pili do jutra, zato so včasih prišli na trening pijani ali neprespani. Niso bili znani niti po disciplini. Včasih niso salutirali in so jih večkrat zamenjali. Pošiljali so jih v vojaški zapor zaradi neposlušnosti in prepirov znotraj in zunaj baze, ampak kljub temu jih niso kar tako odstranili iz enote. Častniki so vedeli, da jih je težko zamenjati, ker so bili učinkoviti na terenu, še posebej pri rušenju in desantnih operacijah. Zaradi njihovega videza so bili pogosto umazani, neobriti in vedno sledovi prahu ter smodnika. Postopoma so jih začeli poznati kot Umazani 13 in čeprav se je ime sprva zdelo kot posmeh, je postalo simbol njihovega slovesa. Bili so neurejeni, trmasti, a nevarni v boju. Ko se je približevala invazija na dan D, so se priprave še zaostrile. McNeese je bil imenovan za vodjo skupine za rušenje, katere naloga je bila skočiti za nemške linije, uničiti most in prekiniti sovražnikove oskrbovalne poti, še preden bi se nacistične sile lahko okrepile. Preden so se podali na misijo, se je zgodil eden najbolj ikoničnih trenutkov njihove zgodbe. Tudi McNeese si je naredil irokezo in si skupaj s svojimi možmi pobarval obraz s kamuflažno barvo. Za njegove tovariše je bilo to nenavadno in ni bilo običajno za vojaka. Ko so ga vprašali, je povedal, da je to del njegove dediščine kot pripadnika ljudstva Čoktav in bojevniške tradicije. Kasneje je podal še eno različico svojega pojasnila, ki je bila bolj praktična kot romantična. Po njegovih besedah je to storil tudi zaradi resnih težav z ušmi na vadbenih območjih, zato je želel imeti čim krajše lase. Kakšen je pravi razlog? Njihova podoba, vojaki z bojnimi poslikavami na obrazu in irokezo, pripravljeni na skoraj samomorilsko misijo, je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov ameriških zračno-desantnih sil. In kmalu po teh fotografijah so se podali v eno najpomembnejših obdobij vojne v Evropi. Sredi tišine noči je letalo počasi letelo proti Normandiji. V njem je bil James Albert McNeese skupaj s preostalimi člani Filthy 13. Medtem ko so se približevali enemu najnevarnejših obdobij druge svetovne vojne. Toda vedeli so, da to ni tiha misija. To je bil le trenutek tišine pred silovito nevihto. Ko so se približevali coni odmetavanja, je postajalo jasno, kakšna je situacija. Bili so ena zadnjih enot, ki so prispele v Normandijo. In celo nebo je bilo že polno kaosa, protiletalski ogenj v vse smeri, letala, ki izgubljajo višino, streli in ogenj v temi, popoln kaos v zraku. Kljub takšni situaciji je McNeese bodril svoje tovariše, govoril jim je, naj se pripravijo in naj ne oklevajo skočiti, ko bo čas. Čeprav je bilo jasno, da je vse nevarno, sredi napetosti je njihovo letalo zadela šrapnel. Skoraj da je bil McNeese sam zadet, le nekaj centimetrov ga je ločilo. Še huje, zadela je tudi rezervno padalo enega od njegovih mož. Na srečo so še vedno uspeli skočiti, preden bi jih doletela usoda. Letalo je eksplodiralo, vendar niso vsi varno pristali na tleh. Nekateri so takoj po pristanku pogrešani, drugi pa so bili ubiti že ob samem pristanku na tleh. Zdelo se je, da se je misija takoj sesula. Toda za McNeesa to ni bilo nič novega, bil je vajen takšnih situacij.
razdeljeni brez poveljstva in sredi sovražnikovega ozemlja. Sredi kaosa se je gibal povsem naravno. Iskal je zaostale vojake in postopoma oblikoval majhno skupino iz drugih razpršenih enot. Skupaj z nekaj zablodelimi padalci so nadaljevali misijo poiskati in uničiti strateške mostove ter infrastrukturo, ki je pomembna za nemške sile. Med premikanjem v temi so uničili nekaj mostov in objektov, da bi upočasnili gibanje sovražnika. Vendar je najpomembnejši cilj, most, ki so ga morali zavarovati, postal središče njihovega zadnjega odpora. Tam so se borili z vso preostalo močjo, da bi ustavili napredovanje sovražnika. Kljub njihovemu trudu je prišlo do zmede v poveljstvu. Poveljstvo je mislilo, da je enota mrtva in da ni dosegla cilja. Zaradi tega je bilo ukazano zračno bombardiranje območja. Na srečo je bila skupina McNeesa nameščena na varnejšem delu območja, zato so preživeli bombardiranje lastnih sil. Medtem ko se je to dogajalo, ni bil le McNees tisti, ki je preživel iz skupine Filthy 13. Na drugem delu bojišča je bil še en član skupine, Neutron. Tudi Jack Woomer je preživel skok in se sam premikal za sovražnikovimi linijami. Medtem ko se je operacija Overlord nadaljevala, sta bila oba v enaki situaciji. Ločena, brez zagotovila in obupano sta iskala zaveznike sredi vojne. Po prvih bojih v Normandiji ni bilo Jamesu Albertu McNeesu nič novega preživeti sredi kaosa. Večkrat je preživel operacije in po poročilih vojaških zgodovinarjev je še vedno reševal druge vojake sredi bitke. Veliko vlogo pri njegovem preživetju sta imela tudi njegovo padalsko in komandosko usposabljanje, še posebej pri naslednjih operacijah v Evropi. Sodeloval je v večjih kampanjah, kot sta operacija Market Garden in bitka v Ardenih, kjer je večkrat preživel skoraj nemogoče situacije. Sčasoma, ko se je vodstvo Filthy 13 menjavalo, so preostale operacije nadaljevali drugi člani bratstva. Eden od preživelih članov, ki je bil prav tako del elitnih zračno-desantnih operacij, je bil Jack Woomer, ki je nadaljeval boj za sovražnikovimi linijami. Ena izmed najbolj ambicioznih faz njihove službe je bila operacija Market Garden leta 1944. To je bila ena največjih zračno-desantnih operacij zavezniških sil v drugi svetovni vojni, kjer so si prizadevali zavzeti mostove in strateške poti v nacistično okupirani Nizozemski, da bi odprli pot v Nemčijo. V tej operaciji so zračno-desantne enote Združenih držav in britanskih sil odigrale ključno vlogo pri napadu za sovražnikovimi linijami. Sem je bil vključen tudi 506. padalski pehotni polk 101. zračno-desantne divizije, katerega del so bili tudi nekdanji člani Filthy 13. Kljub zapletenemu načrtu in močnemu odporu nemških sil so njihove enote prispevale k zavarovanju več mostov, vodnih poti in ključnih položajev. Na nekaterih območjih so celo pomagali pri hitrem zavzetju Eindhovna, kar je predstavljalo pomemben preboj za napredovanje zaveznikov. Po vojaških poročilih so nekatere dele operacije, ki naj bi trajale 6 dni, zaključili že v 36 urah, kar kaže na hitrost in intenzivnost njihovega delovanja na terenu. Kljub temu, da so bili nekateri deli uspešni, številni zgodovinarji menijo, da je bil končni rezultat operacije Market Garden za zaveznike težak in drag. To kaže, kako tvegano je padalsko bojevanje za sovražnikovimi linijami. Kljub svojemu slabemu slovesu so Filthy 13 večkrat dokazali svojo učinkovitost na bojišču. Zaradi tega so bili v nekaterih primerih prav oni zadolženi za varovanje pomembnih mostov in strateških točk po čistilnih operacijah. Sčasoma postaja ena stvar vse bolj jasna. Čeprav niso popolni vojaki v očeh vojaškega sistema, jih štejejo za ene najhitrejših, najbolj učinkovitih jurišnih enot pri kopenskih operacijah. In tukaj se je začel še nenavaden del njihove zgodbe. Ponudbe in posebne naloge, ki so jih dodeljevali moškim, ki so že dolgo veljali za problematične, a jih v boju ni bilo mogoče zamenjati. Decembra 1944, sredi nenehnih operacij v Evropi med drugo svetovno vojno, so nadrejeni Jamesa Alberta McNeesa prišli do točke, ko so menili, da ga je treba umakniti iz še več težav. Njihova rešitev ni bila preprosta prerazporeditev, temveč ponudba za službo pri Pathfinderjih ameriške vojske. Na papirju je to izgledalo kot napredovanje. V resnici pa je bila to ena izmed najbolj nevarnih nalog v padalskih operacijah. Pathfinderji so bili prvi, ki so jih spuščali na sovražno ozemlje. Oni so označevali pristajalna območja za naslednji val padalcev in odmetavanje zalog. Če so naredili napako, bi lahko celotna operacija propadla.
Zaradi tega je to znano kot ena izmed najbolj nevarnih nalog v padalskih enotah. Misije, ki pogosto potekajo pred glavnimi silami invazije, sredi teme in sovražnega ognja. Vsaka ekipa je sestavljena iz majhne skupine vojakov. Tveganje za žrtve je visoko, saj so oni prvi, ki pristanejo na tleh. Pogosto nimajo podpore in so neposredno izpostavljeni sovražniku. V takšnih razmerah je drugim jasno, da je to nekakšen način, da se McNeesa odstrani. Moški, znan po disciplini, ki je vedno na preizkušnji. Namesto da bi odnehal, je sprejel izziv. Ko so njegovi možje videli, da se pripravlja pridružiti usposabljanju za Pathfinderje, niso oklevali. Tudi oni so se prostovoljno prijavili. Niso želeli zapustiti svojega vodjo pri takšni vrsti misije. Odpeljali so jih v bazo za usposabljanje Pathfinderjev 9. poveljstva za prevoz čet v Chelgrovu v Angliji. Tam so častniki hitro opazili prisotnost McNeesa. Po poročilih je bilo to zaradi njegovih bojnih izkušenj iz Normandije in drugih operacij. Takoj so mu dodelili vodstveno vlogo kot vršilcu dolžnosti prvega narednika. Poveljstvo je zaupalo, da lahko pripravi moštvo za naslednje zračne misije. Toda tudi pri tej novi nalogi se izzivi zanje še niso končali, kajti naslednja operacija, ki jim bo dodeljena, ni bila običajna misija. To je bila nenadna napotitev, ki jih bo popeljala v eno najhujših bitk v zadnji fazi vojne, napad na Baston. Včasih, če pomislimo, zakaj je James Albert McNeese sprejel misijo, ki je skoraj pomenila samomor, je lahko pomisliti, da mu ni več mar za življenje. Toda po zapisih vojaških zgodovinarjev je resnica ravno nasprotna. Bil je pameten človek. In tako kot pri mnogih svojih odločitvah, med služenjem v drugi svetovni vojni imel svojo lastno računico. V njegovi glavi je bilo mogoče, da se bo vojna končala, še preden bo končal usposabljanje za Pathfinderja v vojski Združenih držav Amerike. To pomeni, da če je njegova domneva pravilna, bi se lahko izognil še enemu bojnemu skoku. Toda stvari se niso odvile tako. 23. decembra 1944 je prispel poročnik Shrabel Williams in ukazal McNeesu, naj pripravi svojo ekipo za bojni skok še isti dan. Vse je bilo nenadno. Namesto zadnje faze usposabljanja je to ponovno postala prava bojna misija. Razlog za operacijo je bil, da je bila 101. zračno-desantna divizija odrezana v Bastonju sredi bitke v Ardenih. Primanjkovalo jim je hrane, zdravil in streliva. In bilo jih je treba takoj oskrbeti sredi silovitega napada nemških sil. Na tej točki je jasno, zakaj so McNeesa še naprej postavljali vodstveno vlogo, čeprav je bil znan po svoji nediscipliniranosti. Poleg tega je pokazal tudi svoje vodstvene sposobnosti, ko je v samo 10 dneh po prihodu na vadbeno bazo Chelgrove v Angliji sestavil funkcionalno ekipo Pathfinderjev. Zato, čeprav njegov značaj ni popoln, je poveljstvo jasno, da lahko uspešno opravi nalogo v kritičnih situacijah. Pred vzletom je poveljnik leta pokazal zemljevid in smer misije. Njegove besede so bile preproste, a pomenljive. Njihova divizija je bila sredi obleganja in morali so priti tja ter odpreti pot za odmetavanje zalog. Ni bilo je dramatične razlage, niti zagotovila, da se bodo vrnili, samo neposredno sporočilo. Odpravili so se na kraj, kjer so bili njihovi tovariši skoraj popolnoma obkoljeni. Sredi operacije Baston se je položaj še dodatno poslabšal. Po poročilih poveljstva vojske Združenih držav Amerike že skoraj 2 dni ni bilo nobenih jasnih novic od enot znotraj območja. Ni bilo jasno, ali so še živi ali pa so popolnoma odrezani. Smer misije je bila jasna. Operacija za oskrbo enot, ki so bile ujete v bitki v Ardenih. Celoten obrambni položaj je bil na robu zloma. Kljub temu se je poveljstvo odločilo poslati Pathfinderje, da odprejo pot za odmetavanje zalog in pomagajo obkoljenim vojakom. Toda za Jamesa Alberta McNeesa in njegovo ekipo to ni bilo zgolj običajno predstavitev naloge. To je bil skok naravnost v skoraj brezupen boj za preživetje. Organizirani sta bili 2 ekipi Pathfinderjev, vsaka je štela 10 ljudi. Logika poveljstva je bila preprosta. Če ena ekipa spodleti, je še vedno možnost. Druga nadaljuje operacijo. Skupaj je bilo v območje, kjer je bila pričakovana izjemno visoka stopnja žrtev poslanih 20 mož. In po vojaških ocenah iz tistega časa bi lahko preživel le eden od 5 vojakov pri takšnem skoku. Ni bilo zračnih fotografij, ni bilo posodobljenih obveščevalnih podatkov o sovražnikovih položajih in skorajda ni bilo radijske zveze med letom in med pristankom. Kljub temu je McNeese previdno vodil svoje može skozi bitko. V temi in kaosu bojišča je bil na srečo izid operacije uspešnejši, kot so pričakovali. Od 20 vojakov jih je 19 preživelo.
Izgubili so le enega, kar je daleč od pričakovane velike stopnje žrtev za tovrstno misijo. Zaradi njihovega vstopa in koordinacije je bila omogočena obsežna operacija oskrbe zavezniških sil, pri kateri je bilo v območje Bastone odvrženih več kot 600 letalskih tovorov, streliva, hrane, goriva in medicinskih zalog. To je bila ključna prelomnica za vojake, ki so bili ujeti znotraj obroča. Po vojni je McNeice še naprej služil kot opazovalec v 17. zračno-desantni diviziji v operaciji Varsity, eni zadnjih velikih zračno-desantnih operacij v Evropi. Po zapisih je prejel tudi francoski legio časti razreda Chevalier kot priznanje za svojo službo. James Albert McNeice je umrl 21. januarja 2023 v starosti 93 let. V zgodovino celotne skupine umazanih 13 so vključeni tako izvirni člani, kot tudi drugi, ki so se pridružili različnim operacijam v okviru zračno-desantnih sil. Med njimi so bili Jack Agnew, George Baran, Roland Frenchy, Robert C. Burke, Charles Darnell, John Dewey, James Green, John Hale, Louis Lipp, Thomas Lonan, Max Maffei, Miguel Marquez, Frank Melvin, John Moore, Joseph Malowitz, Frank Pallas, Herb Pierce, Charles Plow, George Rika, Andrew Rasmussen, Brinley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code in Jack Hawkeye Werner. Sčasoma so postali del popularne kulture, vključno s filmi, ki so ohlapno temeljili na njihovih zgodbah. Čeprav pogosto njihova resnična doživetja niso bila natančno prikazana, pa za vso dramatizacijo ostaja resnica preprosta. Skupina vojakov, ki so bili slabo disciplinirani, a so se znova in znova izkazali za učinkovite pri najtežjih in najbolj zahtevnih vojnih nalogah.